Zdravo, tukaj je Valentin. Tokrat bom govoril, kaj storiti glede virusov. Najprej, da vam razložim, kaj mislim pod definicijo besede virus. Virus bom opredelil kot delček sebe, ki smo ga prepoznali kot nepotrebnega ali nam škodljivega in ga želimo izločiti. To je tudi definicija biološkega virusa, ki je opredeljen kot izloček celice v fazi, ko se celica čisti, zato da bi ohranila svoje zdravje. Kot virus lahko torej opredelimo tako biološke kot informacijske sestavne dele, ki so del nas, ki smo jih dobili iz zunanjosti, smo jih proučili, predelali in prepoznali kot delčke, ki nam ne koristijo, ki ne podpirajo našega zdravja kot individualiziranega bitja. In v letu 2020 se je začela vojna v zvezi z virusom. V marcu 2020 je bila na skrivaj razglašena vojna oziroma vojaško stanje po celem svetu, prepoznano pod imenom COVID-19. Ne bom razlagal razne morebitne scenarije v ozadju dogajanj v letu 2020. Definitivno pa kaže na omejevanje ljudi in prepričevanje z sporočili preko medijev, da si natikamo maske, da ohranjamo čim večjo medsebojno razdaljo in izoliranost, da se omejijo vse storitve, vse dejavnosti, ki niso nujne potrebne za preživetje. Gre torej za neko fazo potega v samih vase, da si lahko vzamemo več časa za premislek in analizo, kaj dejansko se dogaja. Ne samo v zunanjosti, v svetu, ampak predvsem v nas samih. In vse to je seveda tudi odraz zunanjosti. Kajti s tistim, kar imamo v sebi, z našimi prepričanji, z našimi vedenjskimi vzorci, potem seveda tudi ustvarjamo zunanjost. In če pogledamo, kaj smo do sedaj kot človeštvo ustvarili na tem svetu, kako smo umazali reke, nasmetili morja in zemljo, kako brezbrižno izkoriščamo naravne vire, kako smo zgolj potrošniki, ko sledimo svojim sebičnim interesom, svoji posebni sreči in zadovoljstvu, kako so naši lastni občutki tisto, ki nas vodijo k temu, kaj bomo počeli. In da nam ni kaj dosti mar za skupno dobro. Ne zgolj za skupno dobro vseh ljudi,
ampak niti za skupno dobro vseh živih bitij na tem svetu. Ljudje obravnavamo druga živa bitja zgolj kot surovino, kot naravne vire za naše lastne potrebe in zadovoljstvo. Vsekakor smo ljudje, oziroma tisto, kar dopuščamo, da smo, da delujemo v določeni smeri, na določen način, tisto, kar lahko definiramo kot virus, kot nekaj, kar je škodljivo. In podobno kot celice izločijo virus, podobno lahko bi tudi planet Zemlja izločil ljudi kot neka virusna bitja. In kaj sedaj lahko naredimo glede tega? Lahko počakamo, da se nadaljuje vojaška operacija COVID-19, da nam preko bioloških testov dokažejo, da smo virusi, da na osnovi tega uporabijo izgovor, da nas smejo omejiti, zapreti ali celo ubiti. Lahko pa pogledamo v sebe. Lahko si vzamemo čas za ozaveščanje, analizo in preobražanje naših lastnih miselnih vzorcev, da iz sebe odstranimo vse ali čim več umskih virusov, da odstranimo iz sebe vsa tista prepričanja, zaradi katerih smo egoistični, sebični in zaradi katerih drugim škodujemo. In ta prepričanja prepoznamo lahko na ta način, da si pogledamo, kdaj čustveno reagiramo. Kajti čustvena reakcija je tisti indikator, ki je posledica notranjega konflikta. Ko smo sprejeli neko prepričanje, ki ni v skladu z realnostjo v tem trenutku. Ko zahtevamo, da je realnost drugačna, ker imamo nek ideal v sebi, glede tega, kakšna bi realnost morala biti. Jaz seveda že več kot 10 let delam intenzivno, da odstranjujem te umske viruse iz sebe, in to z velikim uspehom. Našel sem orodja za delo na sebi, spletne tečaje, s pomočjo katerih si je mogoče te umske viruse učinkovito odpraviti. In vse tiste, ki želite odpraviti čim več virusov iz samega sebe, da ne boste več utelešenje virusa, da ne boste več izvajali virusnih škodljivih dejanj proti življenju. Te ljudi vabim, da me kontaktirajo, da vam dam povezavo do tega spletnega tečaja in da čim več ljudi postane očiščenih virusov, da ne bomo več škodovali življenju, temveč da bomo obravnavali vsa živa bitja kot enakovredna in enakopravna. Kontaktirate me lahko na Facebooku ali drugih socialnih omrežjih pod imenom Valentin Rozman sem tam, ali pa mi pošljite sporočilo preko moje spletne strani valentinrozman.si. Hvala za posluh in nasvidenje.